Fantasy. Radio Fantasy. Ne bomo poklicali Ghostbusterjev, sem pa poklicala en delček skupine Šankrok. Aleš, pozdravljen. 1/4, ja, zdravo, Aleš tukaj in lep pozdrav in dobro jutro, lep dan vsem vašim poslušalkam in poslušalcem Radia Fantasy. Ja, hvala lepa za tole napoved in tale pozdrav, ampak Aleš, a veš, kaj mi je pri tebi všeč? Ne vem, Ker jaz vedno, ko pridajo gostje k meni, ko jaz prižgam te luči, vedno rečem, a imate sončne špegle zraven? In evo, Aleš je prišel lepo s sončnimi špegli, tako se zagreje. Ja, pa če je poletje, če sonce že v 5 zjutraj, kdaj, valjda moramo biti v sončnih očalih. Kak je pa zunaj, ti si bil zdaj? Ja, vse sem rekel, ko sem po studiu stopil, je bilo kot da sem v hladilnik stopil, se pravi, da je zunaj že peklensko, ja. No, zdaj veš, zakaj mi tako mladi izgledamo, ko nas imajo skozi na hladnem. Ja, v redu, zato pa se bom jaz prej postaral, ker sem vse posod po noč, po dnev, na vročem, na mrzlem, na vetru, na dežju. Dej, sam nekaj, vem, da se to ne sprašujem, pa Aleš, kako si ti star? Jaz, 60. Nisi. Ja, sem bil, ja, pred kratkim. Dej špegle, da te vidim. Pa nisi. Sem, ja. 50. Ja, super, hvala. Mislim pa, če imaš lepo to sivo dekoracijo. Ja, to se barvam. Se barvaš, ne? Ja, na platinasto, ker pač je zdaj ful. Sem vedela. Ja. Sem vedela, da bo nekaj takega. Aleš, da mi povej, vem, Šankrokovci, vem, zakaj si prišel, ampak kdaj si nazadnje narisal kak tatu na sebi? Jaz narisal, jaz ne znam tetovirati. No, ampak nazadnje, kdaj si ga dal? Lansko leto sem tri nove tatuje dal narediti. To so horoskopska znamenja mojih žensk, pa ne ljubic, ampak mojih družinskih članov. Leva sem dal tle gor na ramo, to je Levinja, moja žena, potem sem dal eno hčerko, ki je rak, pa eno hčerko, ki je bik. In zdaj moram dati še eno hčerko nekam, ker mi je zmanjkalo na rokah prostora, študiram, kam naj dam pa še ovna, še za Evo. Moram dati še nekam. Na prsa. Ja, zna biti, ja. Na prsa bo šlo. To bo zdaj v kratkem bo, ja. Kaj pa kak tatu Šankrokovski? Šankrokovski, ne, mislim, vsak moj tatu ima nek pomen, a ne, in nima, mislim, malo globje kot sam to, da pač igram pri Šankroku in da sem član tega benda. Ampak Šankrok je kar velik del tvojega življenja. Seveda, ne, to je največji del mojega življenja. To je z srednje šole. Takrat sem jaz naredil bend v srednji šoli, no zdaj sem pa, kaj sem prej povedal, da imam 50, ne. Tako. Se pravi, da to je cel moj life, ne, več ali manj. Dobro, v vrtecu še nisem vedel, kaj bom počel. Takrat sem mislil, da bom zdravnik. Ja, ko smo se igrali zdravnike. Joj, da mi je tebe videti v beli hali. No, v glavnem, ja, tako da sigurno bi imelo nekega smisla, ampak mislim, da vsi te kače, zmaji in vse te ribe, koji in to tudi nekaj povejo, imajo vsak tatu svojo zgodbo in pomen, predvsem men pomen, za drugem je vse. Mava novo rimo, mogoče za naslednji komad. Ja, vse take so najboljše, spontane, tako pač naenkrat reče hvala za vse, ne? Hvala za vse, ne? 100-krat rečeš na dan. Res je? Ne? Ampak ko je pa pesem, ko je pa v pesmi, hvala za vse, ima pa 100-krat večjo moč in pomen, recimo, ne? Kar si mi dala. Da, ja, pač, ne, ja. No, zdaj prišel si z namenom, da boš povedal malo o novem komadu, ki je tudi nova himna upanja. Ja, res. Tako ste ga poimenovali, oziroma danes je dan. Ja, to je nov štikelc, ki je nekje 9. maja, na dan zmage smo dali ven ta single in video spot, vse v istem trenutku. Ogledi na YouTubeu se večajo, tako da smo ful pozitivno presenečeni, ker se to še nikoli ni zgodilo, bi rekel, tak efekt, verjetno zaradi vsebine video spota, kjer pač vsak od nas 4 živi v svoji zgodbi, na koncu se pa pač srečno za vse konča, kljub problemom. S tem nakazujemo pač, da življenje je trnova pot, ampak vedno na koncu moramo biti pozitivni in vedno najdemo neko srečo, neko skupno vizijo na koncu, oziroma mi želimo, da vsi skupaj najdemo neko rešitev, neko vizijo za nas vse, ker trenutno svet je res v veliki krizi, takšni in drugačni. Pa da ne bom zdaj preveč političen, v glavnem
Ta komad tudi na koncertih že izvajamo in se vidi, da je folk je že vzel ta komad z obema rokama in z grlom, tako da super je, to je nakazujemo nov izid nove plošče, ki bo drugo leto, nekaj štikelcev je v studiu že posnetih, ta je pa prvi, ki je pač nekako v tem trenutku najboljše reprezentira, kaj razmišljamo in da pokažemo ljudem, da smo dejansko pa zdaj mečken zreli, da imamo svojo pamet, svoje misli in da bi radi nekaj povedali, dokler še lahko. Dokler še lahko, to je ono, snej se, dok še imaš zobe, ne? Ja, seveda. No, zdaj danes je dan je prvi štikelc, Ja. ampak zdaj jaz, kakor vem, se vi odpravljate tudi na akustično turnejo. A je ta tudi zraven? Ne, mislim, a veš, da ga sploh še nismo naredili v akustiki, ker ni bilo cajta. Cajt je zmeri problem, ne? Ja, veš, da je, ne. Sploh, ker če je band iz cele Slovenije, je že to, da se mi dobimo skupaj v Celju, kjer imamo premen plat za vaje, ne, je že to treba logistično nekako splanirati, pa vsak vikend so špili, a ne, pa nekaj, zdaj smo imeli ful obveznosti po televizijah, ja, in je to bilo skoraj vsak dan nekam na neki intervju, ne, in pol enostavno ne moreš to, ne. Zdaj pa ne vem, lahko da bomo v soboto, ki je prvi špil Vila Herbestein Velenje, promocija vinilke LP z naslovom Romantično, to je akustični koncert v živo posnet, ki je bil posnet lani na Božič v Cankarjevem domu, je zdaj pač zunaj in začnemo tudi poletno jesensko turnejo z akustiko, ki pa je prepletena tudi z ostalimi špili. Se pravi, lahko da bomo v petek igrali akustiko na enem gradu, v soboto igramo na rock festivalu, moramo leteti v Celje, zamenjati opremo, druge bobne, večje bobne, bolj glasne bobne, večje ovečevalce in tako, da bo še bolj zakomplicirano in zanimivo in pestro. Vsega bo. Aleš, zdaj pa zadihi, ker zdaj bova midva mogla dati ta komad. Danes je dan, da ga naši poslušalci tudi slišijo. Da nam sam nakladal, ja. Ne, pa da ga ocenijo, pol pa midva poveva še vse ostalo naprej, kar naj očaka. Ok, super, hvala. Evo, danes šankrok in danes je dan. No, pa smo nazaj. Šoši in Aleš Ranjek iz Šankroka sva danes z vami. Dobro jutro, Aleš, še enkrat. Lep dober dan v imenu skupine Šankrok. Ja, danes si ti predstavnik. Ja, ker Matjaž je po napornem mesecu promoviranja in vsega obveznosti za 4 dni zbežal z motorjem malo na izlet, pa pride jutr nazaj, ker v soboto je pač špil, ne. Tako da mi, odkar ga poznamo, odkar imamo ta band, se vsak vikend trepetamo, a bo gospod Jelen se pripeljal na špil ali bomo dobili kak čuden telefonski klic, ne. Ali ne kličeš hudiča? Ne, ja, tako da ne, vse je. Sreča je na naši strani. Se strinjam, držim pesti, da bo tudi jutri, ko se vrača na cestah, bolj kot nemirno. Ja. Verjetno je šel k sosedom pogledat. Lej, vse bo v redu. Vse bo v redu, ok. Zdaj, midva sta zvrtela vaš nov single, ki predstavlja tudi prvi mozaik vaše nove plate, ki jo napovedujete, tako. Se pravi, danes je dan. Kdo je tisti, ki je napisal ta komad, dobil idejo? Ta komad sta skupaj naredila Matjaž in pa naš dober prijatelj Tokac, Tomislav Jovanovič, pevec in avtor skupine Dan D. In pa tekst je napisal Tokac, tako da se mu je zdel tudi njemu ta komad ful primeren za naš band, ne. In ni rečeno, da namo še kaj podobnega tudi zdaj na tej prihajajoči plošči še všpičili. Imamo z njim še eno zadevo, ki je fantastična, pa še mogoče kdo se bo pojavil, ker je mislim, da čas, da z našimi prijatelji, glasbeniki, ki smo skupaj odraščali in preživeli to življenjsko obdobje, da mogoče kaj izmenjamo, kako idejo, kako izkušnjo, kaj recimo, ne, zakaj pa ne, mislim. Važno je, da mi da damo naš tempelj Šankroka na tisto idejo, na tisto pesem in da zazveni v našem stilu, tako kot pač smo najdli svoj sound, svoj zvok, tako da
Veš, kaj sem hotela reči? Ne? Vi svoj štempelj devate že 40 plus, če se ne motim. Ne? Ja. Zdaj, stari ste, pod črto, Nimaš kaj. pod črto ste stari. In zdaj, a veš, ful mi je zanimivo, da ste šli iz tistega žaganja, ne? Rockerska zasedba, zdaj v akustiko, se pravi, ni bolj star, bolj nor, ampak bolj star, bolj umirjen. Pa zdaj me zanima, glede na to, da imate akustične koncerte, izdali boste vinil, a boste začeli tudi s koncerti, mogoče ob kaki bolj matinejski uri? Seveda. Vse nekaj smo jih že imeli, teh akustičnih koncertov, tudi po kulturnih domovih, da je spomladi, ker se še ni zunaj igrali, pa tudi jeseni bojo po kulturnih domovih, teh velikih, zdaj poleti pa gradovi in takšne prizorišča. In te koncerti se začnejo bolj zgodaj. Nekako, recimo v soboto začnemo ob 21, ker mislim, da je še ful svetl, glih sonce zahaja. In je to ful intimna zadeva, intimno vzdušje, ljudje sedijo, mi smo umirjeni, emocionalni in jaz hočemo v bistvu pokazati, da bom to videla. Kaj hočemo pokazati, da pač v teh rockerskih dušah in to, mi skrivamo tudi eno drugo plat, in druge emocije in smo prearanžirali te komade. Ene smo naredili v latino, ene smo v regiji, ene smo naredili iz balad še večje balade, izpraznili pesem, da prije še bolj do izraza Matjaž in tekst. Tako da to so ene druge dimenzije, je pa čist normalen proces, da je to bil naš neki izziv. Mi smo akustično ploščo naredili že leta 95, smo v živo isto posneli v enem klubu Bossa Dama, smo posneli 2 dni, 2 večera v živo in smo potem dobili za tisti album CD, smo dobili zlate peteline, da je to bila najbolj uspešna plošča leta v državi. A mi smo to delali, ker smo videli MTV Unplugged, se je začel takrat in smo potem v vzorcu mi tudi rekli, pa smo se malo šalili, pa dajmo še mi narediti to. In v bistvu je ful dobro izpadlo. Sam takrat nismo znali prearanžirati, nismo se s tem toliko ubadali. Zdaj smo pa to rekli, da bomo malo bolj orang naredili, pa smo goste zraven povabili, violončelo, percussion, tolkala, tako da to dobi drugo dimenzijo, in je fajn. In ta druga dimenzija, zdaj pač ti si bobnar. In na klasičnem koncertu, ki ga imate, se ti v 2 urah verjetno strošiš. Ja, ful. Tam gre ful energija in tudi igramo na power, energijo, zato da to tudi, ker rock'n'roll je energija, In da damo to energijo od sebe, ker pa jo tudi nazaj od ljudi dobimo. Tukaj akustika je pa drugače, tle so pa močne emocije, tukaj pa fizično nezahtevno, ampak so pa ful globoke emocije, ful je stres, ker je tukaj čist drugače, tukaj vse se čuje, razumeš, vsak vdih, vsak premik na stolčku ali karkoli, tukaj so ropotulice, kongi, violina in si toliko noter, bi rekel emocionalno, da te to izžame na drugačen način. Jaz težko to razložim, ker če človek ni stal na odru, če človek ne igra inštrumenta, če človek ni imel v življenju nastopa pred množico ljudi in tremo, ker te na WC pritisne točno 30 sekund pred moč na oder, in je težko razložiti in objasniti, kaj pravzaprav hočem povedati. Tako da to so eni občutki, ki če se za to odločiš, da to počneš v življenju, je v bistvu lepo, je fajn, in smo pač zdaj z leti vse bolj veseli in srečni, da lahko to počnemo. In kaj v soboto lahko pričakujemo v Vili Herberstein? To je en super plac, ambient, in lahko pričakujemo razprodan koncert. Kje pa karte dobimo? Mislim, da na eventi imajo še neki kart. Grem ravno kar zelo tudi v Velenje preveriti zadevo. Prosim lepo, pa javi. Ja, in mislim, da je še neki malega kart. Ni pa več velik, to sem je včeraj povedali organizatorji festivala Velenje. Tako da verjamem, da v teh parih dnevih se bo še tistih par kart prodalo, kakor pač ljudi lahko tja pride.
in bo ta poseben ambient, bo posebno vzdušje. Začnemo ob 21. uri, kar je za nas neverjetno. Pa za naše fane pa tudi je neverjetno. Vsi skupaj bomo nekaj posebnega doživeli. No, ravno sem hotela reči, poseben je tudi izid vinila z naslovom Romantično. Ja. In tam bo tudi naprodaj in tudi mi bomo podpisovali. Po koncertu se bomo družili z našo publiko, se bomo fotkali, bomo podpisovali, bomo malo počvekali, small talkali in tako naprej. No, ampak dizajn tega vinila... Nisem nič zraven prinesel, ampak veš, me zanima, ali ste dali kaj svojo noto vi sami zraven? Ne veš kaj, fotko smo v Cankarjem domu naredili, cel band z gosti, ne, da se vidi, da punce, one dve držijo, ena violino, ena violončelo, da smo vsi urejeni, zrihtani, za Cankarjev dom, drugače, ne, bi rekel tako. Letom tudi primerno, ne, in je to naslovnica v bistvu in pa naš v zlatem logotip Šankrok, tako da spodaj piše pa romantično. S tem romantičnim glasom verjetno tudi prebrano. Zdaj, začetek akustične turneje je. Koliko špilov lahko pričakujemo? Pa kje? Po celi Sloveniji? Ja, po celi Sloveniji. Zdaj so najprej gradovi, Žička, Kartuzija, tlele blizu, tudi pola, ne, 1. avgust. Pol smo Grač Tanjeli že nekaj časa razprodanje dol na Krasu, pol so Vipavski križ je tam pri Ajdovščini, del, pol so kulturni domovi, pol so, mislim, čez celo Slovenijo, od Cerknice, Novo mesto, tudi v Žalcu v kulturnem domu smo novembra, Krško kulturni dom, ampak Aleš, veš, kaj je fajn? Veliko je tega, no. Končali bomo pa za 8. marec spet v Cankarjem domu v Galusovi dvorani. Ampak po vsakem špilu lahko greš domov spat. Kaj je Slovenija tak majhna? Ja, ampak ti moram reči, da zdaj junija imamo en cikl, ki 5 dni zaporedoma igramo. 5 dni imamo koncerte enega za drugim, tako da bomo vmes tudi kje prespali, ker ne bo možno za vsako se domov peljati. Ok, to razumem. Kaj pa kondicijske priprave na 5 dni zaporedoma? Pa celo življenje se že pripravljamo. Ja. Se pravi, ni nič posebne kondicijske priprave ali pa, ne vem, prehrana, zeleno, listnata. To, da sploh lahko to še počnem, moram malo razmišljati o tem, ne. Ja. Vsako jutro ananas pa jogurt 0,0, to je že neki, ne. Pa cigarete sem dal stran že pred 11 leti, pa tako naprej. Priden fant. To je to. Vsak dan vaditi in to je že neki, ne. No, pa da se vsak dan nasmeješ in zbudiš, že to je velik dosežek. Ja, seveda, pri mojih letih je to pa da... Pri teh 25, no. Ja, pa da ne rabim osebnega zdravnika, hvala Bogu, tudi zaradi drugih stvari je v redu, da še ne rabim, ne. Veš kaj, tak ne prideš na vrsto, ja, se zato pravim, da pač tako v redu, ja, ne. Boljš. Evo, Šankrokovci imajo nov komad, danes je dan, začenjajo z akustično turnejo po Sloveniji, izdali bodo v soboto tudi vinilko. Vsi vabljeni na naše špile, tule, kar je blizu, je tudi pol spet Pivo in cvetje, kjer pač smo v bistvu nepogrešljivi. Tako da delamo, kar nam paše in zato bi jaz dal ta komad za zaključek najnega pogovora, bi dal, kar delam, kar paše mi in vsem vam tudi isto želim, da v življenju delate, kar vam paše. Če vam to uspe, boste srečni. Ampak jaz bom dala ta komad Delam, kar paše mi v original verziji. Ja, akustično je pa baje latino. Ja, v akustiki smo preranžirali v latino komad. Ampak, če jo hočete slišati, v soboto Vila Tako. Herberstein, karte. Nekaj kart je še na voljo. Res je. Aleš, hvala ti. Hvala tebi. Radio Fantasy. Radio Fantasy.